Morda sem to že v svojem prvem vprašanju odgovoril. Absolutno je potrebno javnost obvestiti o sporazumu med EU in ZDA, pa tudi med EU in Kanado. Tu, kot sem že dejal, gre za identičen proces in identične mehanizme, ti sporazumi vzpostavljajo in tu je preprosto izključni in edini namen teh sporazumov je spodbujanje mednarodne trgovine. Ti sporazumi nimajo nikakršne veze z razmahom neke splošne družbene dobrobiti ali pa spodbujanjem socialnih, delavskih pravic, okoljevarstva in tako dalje. Prav nasprotno, ravno na račun tega, da bi se povečal nek dobiček posameznih velikih igralcev, spodkopavajo te obstoječe pravice. Tako da nujno je res ozavestiti javnost o teh procesih, opozoriti na to, da se to dogaja in seveda zaustaviti to. In mislim, da ravno to, če se še ponovim, ta knjiga daje neko vero upanja, da se da posamezne bitke dobiti, seveda pa je treba vedno znova delovati, vedno znova se truditi, kar terja neko mero aktivnosti, tako civilne družbe, kot tudi političnih predstavnikov, če so seveda pripravljeni zastopati neke širše interese. Še nekaj me zanima.